Kaj nam pripravljate tokrat? Lep pozdrav tudi, prvo. Danes smo se odločili za projekt za zlato žlico po lonci naših prednikov. Lansko leto šolsko smo že raziskovali narodne jedi po celi Sloveniji, zato smo se letos odločili, da vam predstavimo te stare jedi na način malo boljše kulinarike. Vam prikažemo čim več različnih slovenskih narodnih jedi. Eden izmed teh imamo že tukaj pripravljena, to je rakova hladetina z brancinom v šavorju. Koliko dijakov je sodelovalo v tem projektu? V kuhinji je sodelovalo 9 dijakov in še v strežbi 8. Kako pa ste zbirali pravzaprav recepte? Rekli ste, da ste po vsej Sloveniji zbirali. Na kak način? Veliko so nam pomagale babice, tudi nekaj s pomočjo mentorjev, potem smo tudi obiskali knjižnico. Lani smo se tudi udeležili tekmovanja etnološke in značilnosti našega kraja in smo raziskovali Maribor ter Kozjak. Že takrat smo že odkrili nekaj značilnih jedi, tako da smo čim več virov najdli na internetu in od babic in Na Srednji turistični in gostinski šoli vsako leto, ko pripravite projekt dobre hrane, pripravite to tudi nekako likovno oziroma kulturno obeležite vse skupaj. Kako ste se letos lotili tega projekta? Ja, tako kot vsako leto začnemo z pogovorom, z dijaki najprej odkrijemo, kar so že v kuhinjah odkrili. Oni nam postrežejo z svojo idejo, z načinom priprav oziroma z recepti, z načinom, kako bojo pripravljali te jedi. Potem pa mi to ustvarimo v nek čas, v ta čas, ki spala trenutno, imamo torej hrano, meščansko hrano na nek način 19. stoletja in ravno to smo hteli zajeti tudi v naših dekoracijah. Kot boste opazili, v jedilnicah nimamo slik po stenah, ampak so te slike na nek način pristale na naših mizah, se zapičile in objele ta čas. Šopek postane tridimenzionalen, Biedermeier šopek, steklo, ki se je razbilo iz slike, se je v nekem času raztopilo in postane kristal, oster, z ostrino tistega časa. Simbolika zlata, rumene barve, simbolizira na nek način bogatost tudi te industrijske revolucije in na nek način z kovanci potopljenimi v vodo, prav gotovo tudi nek simbol prestiža, bogatenja. Kakšna je tvoja naloga danes? Moja naloga je pripraviti eno od glavnih jedi, to je divja svinja, pa 2 priloge. Kako dolgo pa si se na to pripravljal? Koliko je bilo recimo treba študija, koliko je bilo ponesrečenih poizkusov? Ja, ponesrečenih poizkusov je bilo kar nekaj, pa drugače pa je bilo tudi kar nekaj vaj. Smo se pripravili za danes. Je to jed, ki jo imaš ti sicer rad? Ja. Ste ena, bi rekla, kar redkih deklet med kuharji. Pa ne, no, sicer smo manjšini v našem razredu, nas je 6, fantov je več, drugače pa so na šoli še kar nekaj deklet. Odkot odločitev, da postanete kuharca? Ker me je zmeraj veselilo kuhanje, strežba, pa to. Kaj pravite o tem projektu, ki ga pripravljate? Veliko novega smo se naučili. Prvič smo kuhali za več ljudi, nismo stalno tako smo za 4-5 oseb, zdaj smo jih za kar malo več in je dobra izkušnja. In katera jed je tebi najljubša? Vse so posebej, imajo neko dobro stran, slabo stran. Jaz sem delala saharce, pa sem zadovoljna z njim. Zakaj meniš, da so fantje prepričani, da so boljši kuharji kot punce? To pa ne bi vedela, ne vem, mislim, da je v svetu več fantov, kuharjev, naprimer kot Jamie Oliver in po moje zaradi tega. Koliko recimo so tu pomagali stari starši? Si ti pri svojih našla kakšne recepte? V bistvu vsi smo malo spraševali, kako so doma pripravljali, vendar smo bolj po svojih merilih in današnjem času priredili te recepte. V projektu, ki ste ga pripravili, so poleg kuharjev zelo pomembni tudi tisti, ki strežejo. Kakšna je pravzaprav vaša naloga? Moja naloga je ob začetku, pred vsako jedjo, da predstavim vino, ki se bo k tisti jedi pilo in da ga potem tudi nalijemo gostom. Je pomembno vino pri jedi?
Seveda je vino pomembno, saj dopolnjuje okus hrane in pač daje neko polno združeno celoto. Menite, da so ljudje, ki delajo v strežbi, dovolj cenjeni pri nas? Pri nas v določenih lokalih se najde nekdo, ki je dovolj cenjen, ampak na splošno gledano pa se mi zdi, da v Sloveniji je pač strežni kader premalo cenjen. Srednja gostinska in turistična šola, kjer bi človek pričakoval vse drugo, samo glasbenike, ne? Ja, ravno zato smo posebni. Bil je smisel presenetiti goste in ob tej izjavi mislim, da nam je uspelo, ne? Ste sicer ansambl, ki normalno obstaja, ali ste se zbrali posebej za to priložnost? Ne, smo ansambl, ki normalno obstaja, smo pa izbrali repertoar posebej za to priložnost. Tako da smo se pa v tej smeri toliko bolj potrudili. Projektni večer je zaključen. Kako bi ga vi ocenili strani vašega dela, recimo? Jaz bi samo rekel, da je bil to naš prvi projekt izmed 4, ki jih pripravljamo to šolsko leto, ne? In mislim, da je bilo za prvič odlično, čeprav so še stvari, ki jih bomo izpopolnili v naslednjih projektih. Je bilo kaj treme pri strežbi? Ne, mislim, da ni bilo treme, saj smo 4. letnik in že obvladamo zadevo. Po lokalih v glavnem strežejo punce, na šoli se za strežbo usposabljate fantje. Kam potem izginete, ko pride do tega, da bi morali iti v službo? Hotele. Res sem hvaležen za to doživetje, dolgotrajno doživetje, ob tem pa razmišljam o vseh vas, ki ste to ustvarili. To je neverjetno, kako ste se potrudili, kajti čisto vsaka stvar je do pečice natančno. Prvič, bi rekel, trajala brez napak, da ne govorim seveda o zelo zanimivem izboru jedi in odlično pripravljenem. Jaz skoraj več ne morem reči, kot iz srca hvala, pa upam, da me boste še kdaj povabili.